mestu je živel deček z imenom Jon. Bil je drugačen fant, svetlo, s kodranimi lasmi, ki so mu segle vse do oči. Lepe sinje, nebeško modre oči, na njegovem obrazu pa so krasile svetle pege in z njimi je bil prav očarljiv. Tako kot vsi otroci, je tudi Jon komaj čakal na Božič, saj verjame v Božiča in da mu bo prinesel predvsem tisto, kar potrebuje. Zato se je nekega dne Jon odločil, da bo Božičku napisal pismo ter mu izročil v roke, vendar mu je mama povedala, da je Božiček na polno zaposlen in da pismo mora dati kar njej v roke. Jon je nekoliko zamišljeno pokimal in dal pismo mami ter se odpravil v šolo. Mami, kje so moje rokavice? Ne vem, če jih nisi pospravil, si jih izgubil. Ampak moram jih najti, saj je zunaj zelo mrzlo, pa še sneži. Ker Jon ni imel časa, da bi jih iskal, je kar odhitel v šolo. Ko je prišel v šolo, se je s sošolci obmetaval s snegom. Ker pa je Jona zelo zeblo, si je premislil in tako Božičku napisal novo pismo. Tako je mali Jon vsak dan vse do Božiča spremljal pisma in ni vedel, kaj si želi. Igrač imam ogromno, rokavic pa ne, zato je sklenil, da si za Božička želi rokavice. Naslednji dan se je Jon zbudil in na ves glas zavpil: Božič je! Pod smreko imam darilo, ter takoj začel z odpiranjem. Najprej je odprl eno, tisto darilo, ki si je zaželel prvič, potem drugo darilo in vse dokler ni prišel do zadnjega darila, in to so bile njegove rokavice. Jupi! Božiček mi prinesel rokavice, lahko se bom mirno igral zunaj brez, da me ne bo zeblo. Malo čudno ga pogleda mama. Ja, kaj pa boš naredil z ostalimi darili? Ja, kaj, reče Jon.
Gotovo bom dal tistim otrokom, ki si zaželijo tako močno to darilo, kot sem si jaz rokavice. Si prepričan? Seveda. In tako sta Jon in mama odšla v sirotišnico za otroke in podarila drugim otrokom darila ter jim narisala nasmeh na obraz. Mami, zdaj sem vesel, ko vidim, da so tudi drugi otroci srečni, tako kot sem jaz. Grem se lahko igrat ven? Pojdi. In vzel svoje nove rokavice na sneg.